Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Vili Kovačič je zmagal. No, vsaj na vrhovnem sodišču, če že ne na referendumu. To mu je namreč pritrdilo, da vlada Mira Cerarja ni ravnala zakonito, ko je iz proračuna financirala zgolj kampanjo za drugi tir. Rezultat na referendumu tako ni bil pravičen. Bil je fake. Vili se sedaj želi soočiti s predstavnikom vlade na to temo. Vrata pri nas so obema, tako Vilijo kot vladi, zmeraj odprta. Vi pa gledate oddajo VV Faktor. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali. Čakajoč na Milojko. Ministrica Kolar Celarc uvedla čakalne vrste tudi pri osebnih zdravnikih in pediatrih. Uničujoče poročilo Računskega sodišča. V zadnjem delu oddaje pa Jan Zobec se ne gre več. Vrhovnega in bivšega ustavnega sodnika iz tira vrgel pravosodni policist. Ima najmanjšega pojma, kako rešiti zdravstvo. V našo družbo vabim strokovnjaka za alternativno zdravljenje s paciotizmom in diplomiranega Slovenca Janeza Ivana Novaka. Poglejte, kar se mene tiče, gre slovensko zdravstvo v pravo smer. Edino pravo zdravilo je domoljubje. Če vas motijo čakalne vrste v zdravstvu, naredimo to, kar slovenske občine počnejo že desetletje. Postavimo krožišča, kdor kroži, ne čaka. Ja, ampak na vrsto pa tudi ne pride. Stanje v slovenskem zdravstvu se žal pod svetlim vodstvom Cerarjeve protežiranke, ministrice Milojke Kolar Celarc, vse bolj spreminja v farso. Kako se lotiti problema čakalnih vrst in kaj dejansko pomeni, ko ljudje tudi po več let čakajo na življenjsko nujne operacije, se bomo pogovarjali z magister Marjeto Kuhar, ekonomistko in poznavalko zdravstvenega sistema, ter magistrom Francem Hočevarjem, bivšim direktorjem UKC Ljubljana, uspešnim senatorjem številnih bolnišnic ter predsednikom Društva uroloških bolnikov. Toplo pozdravljena. Dober večer. Najprej bi jo rad vprašal, ker je včeraj kot strela z jasnega odjeknila novica, da resorna ministrica predlaga novega kandidata za direktorja UKC Ljubljana. Gre za gospoda Aleša Šabedra iz Semenarne Ljubljana. Marjeta, si ti za tega gospoda že slišala prej? Ne, nisem slišala in sem bila te novice zelo presenečena. Predvsem sem pričakovala, da bo mogoče v.d. direktor eden od 8 poslovnih direktorjev, ki jih imajo v UKC-ju, in bo potem vlada oziroma svet dal razpis in bi se prijavili kandidati, pa pripravili tudi programa. Zakaj misliš, da bi bilo dobro, da bi bil poslovni direktor UKC-ja, v.d. direktorja? Ja, zato, ker mislim, da mu bo težka pot, za tako funkcijo je potrebno veliko znanja, tako da ta odločitev je zame res presenečenje. Ne bi komentirala, gospoda ne poznam, ampak v zdravstvu imamo kar nekaj strokovnjakov in sem pričakovala, da bo resna odločitev glede na izkušnje v zadnjih 4 letih. Ok, Frank, ti si bil tudi sam direktor UKC Ljubljana. Kaj bi recimo sporočil, kak nasvet bi dal gospodu Šabedru, zdaj, ki stopa, če ga bo vlada potrdila, seveda stopa na to dosti trnovo pot? Ja, zdaj predvsem, če bo rabo kakšen nasvet ali pa mnenje, seveda sem mu na razpolago. Gospoda pa ne poznam, lahko pa da nekatere izkušnje iz gospodarstva, posebej še iz Semenarne, če se motim, je tam delal, pridel prav tudi v kliničnem centru. Zdaj je pa treba nekaj posebnosti vedeti za voditi recimo storitveno organizacijo in se bistveno razlikuje od trgovske organizacije. In to znanje, ne vem, če ga ima, če je pa dosti bister, ga bo pa verjetno hitro pridobil. Na nek način sem se razveselil nad pogumom, da izberejo nekoga, ki v zdravstvu ni poznan. Vendar to izkušnjo imamo iz prejšnjega imenovanja, tako da mu kljub temu želim vse najboljše in čim več uspeha. Ja, absolutno, vsi mu želimo vso srečo, ampak verjetno tudi ena manjša razlika v tem, da semena vse ne odgovarjajo nazaj, bolniki pa mogoče ja. Tam je bistvena težava. Storitveno okolje potrebuje direktorja s posebno senzibiliteto in ogromno znanja z področja storitev.
to še posebej velja za tista storitvena okolja, v katero vstopajo ljudje z osebno stisko in resnimi vprašanji, vprašanje njihovega zdravja. In s temi vprašanji seveda se ne bi smeli igrati in eksperimentirati tudi z načini vodenja. Teh izkušenj nekaj v tej državi že imamo tudi od prejšnjega imenovanja. Je pa res, da je zdaj glavna vladna stranka, SMC, premier Cerar in resorna ministrica so prevzeli vso odgovornost tudi s tem imenovanjem, ker kot vemo so zamenjali svet zavoda v celoti in so zdaj noter samo njihovi predstavniki. Tako da počakamo, če bo gospod potrjen, potem ga bomo pa lahko sodili po njegovem delu. Marjeta, izvolite. Mene niti ne bi motili, če so predstavniki sam enega političnega obsega. Bistveno je, kakšno imajo znanje in kakšno poznavalci so recimo teh razmer in sistema. Naš zdravstveni sistem je relativno majhen, ima pa ogromno nekih specifičnosti, ki jih je treba ukomponirati v vodenje v srednje zdravstvene ustanove. Mi se moramo zavedati, da klinični center v 2 letih praktično po številkah vstopijo skoraj vsi državi. Oni imajo 1 milijon ambulantnih pregledov, pa 110 000 pacientov, ki tam prespijo ali so več ali nekaj dni in čakajo na storitev in tudi upravijo storitev. To je en volumen, ki je ena temeljnih predpostavk za vodenje tega centra. Prav, se pravim, gospodu vso srečo, ga bomo sodili po njegovem delu. Marjeta, zdaj, koliko ljudi v resnici čaka na katero od zdravstvenih storitev, uradno, kot lahko gledalke in gledalci vidijo na naši grafiki, ne vemo več, ne? A zakaj je temu tako? Ja, to je zaradi tega, ker v bistvu od 2012 spremljamo 60 storitev, ki jih izvajajo naši izvajalci oziroma na zdravstveni sistem. Se pravi, to je 13%, od 2015 naprej pa 61%. Se pravi, smo dodali eno storitev. In nekje je ocena, da v bistvu 80% storitev sploh ne spremljamo, tako da približno 500 000 je ocena še vedno ali lahko tudi večja, ne? Zato te zadnje informacije, kjer pravijo, da v bistvu čakajočih ni toliko, se pravi, jih ni 229 000, ampak 85% manj samo v Valdoltri, in da imajo te posebenega skrbnika, ker niso v bistvu zmožni iti iz zdravstvenih razlogov. Ali pa nočejo iti poleti, smo brali, ne? Pol v bistvu ta skrbnik je nekaj novega, niti ne vem, kje pravzaprav je ta zakonsko urejena določba, a ne? Tako da še zmeri imamo zelo veliko čakajočih, ki sploh ne vemo koliko. No, je pa Frank, oprosti, sem tole bi te še vprašal. Frank, je pa Delo včeraj objavilo podrobnejše podatke o dolžini čakalnih dob za teh 61 zdravstvenih storitev, ne? To je to, kar zdaj vidimo na ekranu. Kako jih ti, Frank, komentiraš? Vidimo 500 dni, 900 dni, 400 dni in tako naprej. No ja, ker ne nekdo proba čakati toliko časa, videl, kako je. Recimo, če preidem na svoje področje, hiperplazija prostate, 900 dni si predstavljate in to z in brez katetra. Se vi predstavljate 900 dni nositi kateter brez kakšne posebne potrebe in s tem nastopa vrsto nekih sekundarnih obolenj in ogromno stroškov. Če bi recimo takoj sanirali to stanje, bi mogoče to vse skupaj gledano računsko stali samo 1/3, kot pa to čakanje in stroški, ki se s tem sporedno pojavljajo. Kar se pa tiče čakalnih vrst, so pa pravila za reagiranje, recimo ustreznih, predvsem pa tistih, ki modelirajo sistem zdravstvenega varstva in imajo moč v rokah, da takrat, ko se čakalne vrste linearno dviguje na vseh področjih in ko se število tistih, ki prisegajo še dopusten čas čakanja, povečuje in to linearno, da je to resno opozorilo, da je treba poseči v sistem z izrednimi ukrepi. Nekaj teh je bilo. In recimo se kažejo rezultati, če zopet pridem na svoje področje kot predsednik Društva uroloških bolnikov, da se je nekako število dni čakanja, ta se je pri 4 mesecih, meni se zdi, ali 5, ustavilo za raka prostate, da se s temi ukrepi da. Sam seveda, ko so pa ukrepi, ki so izredni, opustijo, seveda se pa čakalna vrsta zopet pojavlja. Linearnost čakalnih vrst je resno opozorilo, da je treba zelo aktivno ukrepati. Ampak tako, ko si že sam rekel, se to je vse en grozno. Mislim, to rak diagnoza, pa potem tudi 4-5 mesecev se zdi cela večnost verjetno pacientu, ne?
Ja, seveda je, dober. Jaz kot predsednik sem razkril svoj problem, to proceduro in to agonijo sem dal skozi, vključno z recidivom, obsevanji, najprej pa seveda z operacijo. In ta obdobja niso nič razveseljiva v življenju, predvsem recimo tistih, ki dajo to skozi in jih poznam. Mnogo takih in mnogo vprašanj seveda prihaja tudi na naše društvo, kdaj bo boljše in podobno. Marjeta, kateri so zdaj tisti izredni ukrepi, ki še manjkajo, recimo, da bi se to stanje izboljšalo? Ja, tisti izredni ukrepi, ki jih je ministrstvo z enkratnim dodatnim programom v bistvu začelo leta 2016 pa 2017, je tudi Računsko sodišče ugotovilo, da smo neučinkoviti. Torej, Zakaj konkretno smo neučinkoviti? Ja, zato, ker prvič ne zagotavljajo v bistvu zmanjševanja čakalnih vrst. Ljudi je pač nad dopustno čakalno dobo je več, 600% sem zaračunala, je samo pri uroloških bolnikih v primerjavi z 2012. 1044 jih čaka v decembru nad dopustno čakalno dobo. Torej, mi ne izračunavamo programa, ki ga financira ZZZS na podlagi teh podatkov. Dejansko revizija Računskega sodišča je nekaj zelo fajnega, ker je v bistvu pokazala, kaj vse v našem delovanju posameznih dejavnostih ne funkcionira. In to bi pravzaprav lahko naredili čisto vsako dejavnost, ki jo imamo. Ginekologijo, pediatrijo, vse to v bistvu pravzaprav nam manjka v zdravstvenem sistemu. Sem pa, bom rekla, kar neizmerno razočarana, da v bistvu to podobno oziroma del take analize smo naredili že junija in da v bistvu ministrstvo z svojimi kadri tega ne naredi, da more priti Računsko sodišče in to v bistvu ugotoviti. Ker to bi nekako pričakoval normalen državljan, da naredijo strokovnjaki, ki so tam zaposleni na Nacionalnem inštitutu in Zavodu za zdravstveno zavarovanje, da se zaradi tega, ker se čakajoče število povečuje, usedejo in začnejo delati, da bojo v bistvu ljudje, kot je povedal magister Hočevar, ne trpela, ne imeli katetra in ne čakali 920 dni oziroma 925 dni na hiperplazijo prostate v UKC Ljubljana. No, kar se tiče Računskega sodišča in tega poročila je postavilo zelo dobro metodologijo, nekaj se na to spoznam in je odprlo temeljna vprašanja, ki se jih da ponoviti recimo s 5 temi indikatorji, kot je doktrina in smernice, potem čakalne vrste, pomanjkanje zdravnikov, tehnološka podpora in kirurški prostori in podobno. In seveda vse tisto, kar sodi zraven. In ta metodologija je dejansko lahko osnova za pristop k analizi marsikakšni drugi zadevi, recimo drugemu področju v zdravstvu. Dejstvo je, da je to poročilo pravzaprav narejeno tako, da niti ne moraš mu ugovarjati, ker temelji na zbiru mnenj, papirjev, raznih pravilnikov, sklepov, resolucij, zakonov in tako naprej. In Računsko sodišče sestavlja to v eno smiselno celoto in na to poišče odgovor z odgovori, ki so jih posredovali Ministrstvo za zdravstvo, Zdravniška zbornica, Zavod za zdravstveno zavarovanje in Nacionalni inštitut. In če se to sestavljam, ko gledaš, vidiš, da se na tem področju dogaja premalo zadev. Temeljni prikaz tega poročila pa je, da tisti, ki bi moral skrbeti za sistem integracije, pa neke univerzalnosti na področju zdravstva, recimo, da je to upravni vladajoči organ, neustrezno koordinira in ne povezuje vseh teh dejavnikov, ki moderirajo recimo zdravstveni sistem. In to je velika prednost tega poročila in bi ga bilo vredno seveda upoštevati tudi pri analizi drugih področjih. Me pa prav Firbec smatra, kako bo izgledalo odzivno poročilo. Tudi nas, ja, ker na papirju skratka imamo vse, sem še v prakso moramo spraviti. Vrnemo se po oglasih, ko bomo nadaljevali z debato o problematiki čakalnih vrst.